Danes v Pomurskem dnevniku požar v Valdorfskem vrtcu. Zagorelo zaradi eksplozije. S hitrim vlakom do Ljubljane. Pogonska goriva ponovno dražja. Vreme jutri spremenljivo oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Sobotni požar v mariborskem Valdorfskem vrtcu je povzročil za skoraj $500 000 škode. Več kot 50 otrok je dobesedno čez noč ostalo brez strehe nad glavo. Večina jih je ostala doma, za nujno varstvo pa so začasno poskrbeli v drugih enotah. Do konca šolskih počitnic bodo sicer gostovali v bližnji Valdorfski šoli. Čeprav so plameni zajeli le ostrešje Valdorfskega vrtca, je voda, ki ga je pogasila, močno poškodovala 4 igralnice v Prtličju. Tukaj je stala še včeraj voda na debelo, zdaj se je voda umirila, mi smo z 70 ljudmi včeraj to vodo brisali, odstranjevali, spravljali ven. Iz stropa tudi 2 dni po gašenju še kaplja voda. Ker pa je vrtec ostal brez strehe, se je 10 gasilcev ves dan trudilo, da bi ga vsaj začasno pokrilo zaščitno folijo. Zaščitili bomo samo objekt pred dežjem, da ne bi nastala dodatna škoda na objektu, skupaj z prostovoljnimi gasilcami in študenti. Po prvih ocenah je nastalo za 400 000 € škode. Kriminalisti pa so že ugotovili, da je zagorelo zaradi napake na napeljavi, ki je bila položena po tleh podstrešja. Na razdelilcu za električno inštalacijo so bili neke sledovi glodavcev, višja cila. Inštalacija ni bila stara, 2017 je bila kompletno obnovljena, popravljena. Še uporabno razmočeno opremo so starši, zaposleni in drugi prostovoljci v nedeljo znosili v sosednjo Valdorfsko šolo, kjer jo zdaj čistijo. Vsaka stvar mora skozi roke, čistilo, vodo, ne? Je pa to tudi neke vrste potem nov začetek, ne, priložnost, da vse pregledaš. Ja. Marsikateri kos pohištva je potrebno razstaviti. K sreči se bo lesena oprema zaradi visokih temperatur hitreje posušila kot sicer. V sredo naj bi v 2 šolskih učilnicah že uredili igralnice. V bistvu želja, da vzpostavimo normalne pogoje, nas rešuje, da gremo naprej in da delamo. A otroci bodo lahko tu ostali le do začetka šolskega leta, ko se bodo v učilnice znova vrnili šolarji. Vseeno 50 otrok moramo dati nekam pod streho, da bodo varno počakali na novi vrtec morda. Mariborska občina in šolsko ministrstvo sta že obljubila pomoč pri iskanju rešitve. Valdorfski vrtec je sicer zasebni vrtec, ki je občini za najete prostore do zdaj plačeval najemnino. Včeraj zjutraj je prišlo do eksplozije plinske jeklenke v stanovanju v spodnjem nadstropju, nato pa je prišlo še do požara. Eksplozija je prestrašila tudi druge stanovalce. Poglejmo izjavo. Bil sem še v posli, ležal sem še, pa je po 7 uri nekaj sem enkrat počilo, tako bom pa nekaj, kaj je bilo. Pa sem vstal gor, pa sem šel gledat, pa je se začelo kaditi, sem stanovanje zapril, da ne bi nočilo, ne. Pol sem gasilca poklical takoj, ne, in so prišli in to je to, ne. V minulih tednih so slovenske železnice preizkušale možnost vožnje hitrih vlakov po pomurskem železniškem kraku. S 1. julijem pa je hitri vlak tudi uradno začel voziti na relaciji Hodoš-Koper-Hodoš. Kot kaže, bomo odslej z vlakom iz Murske Sobote do Ljubljane prišli hitreje kot doslej. S 1. julijem je namreč na relaciji Hodoš-Koper-Hodoš začel voziti hitri vlak pod številko 503-502. Zaradi obsežnih gradbenih del, ki trenutno še vedno potekajo na železniški progi Zidani Most Celje, se pot od Murske Sobote do Ljubljane še ne bo zmanjšala. Se bo pa ta zmanjšala prihodnje leto, v tem času saj naj bi bila dela zaključena do sredine prihodnjega leta. Postanki in hitrosti bodo do novega voznega reda, ki vstopa v veljavo 15. decembra 2019, enake kot za vlake 503-502, ki sedaj vozijo v klasični sestavi. Z novim voznim redom pa bo uvedenih na progi manj postankov ter s tem omogočene višje hitrosti vlaka do največje dovoljene hitrosti proge, so nam sporočili iz Slovenskih železnic. Ko se bodo dela na omenjeni trasi končala, bo potovalni čas vlaka iz Maribora v Ljubljano predvidoma 90 minut, med Mursko Soboto in Ljubljano z 2 postankoma pa predvidoma 135 minut, torej 2 uri in 15 minut.
Trenutno je najhitrejši vlak od Murske Sobote do Ljubljane jutranji, ki iz Murske Sobote krene ob 4:48. Ta za pot do Ljubljane potrebuje 2 uri in 57 minut. Ceni reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva sta se na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest ob polnoči zvišali. Bencin se je podražil za 1,4 centa na 1,291 evra na liter, dizel pa za 1,9 centa na 1,234 evra na liter. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega benzina in dizelskega goriva na benzinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega benzina in dizla regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta. V oddaji iz našega studija smo gostili pomurskega poslanca Jožefa Horvata, s katerim smo se pogovarjali o aktualnih temah. Dotaknili smo se stanja v Slovenski vojski, odstrela medvedov in volkov, pa tudi lokalnega dogajanja. Poglejmo, kaj je poslanec Horvat povedal o dogajanju v pomurskih lekarnah. Do takšnih situacij jih vedno obžalujem. Res je, da Mestna občina Murska Sobota ni sama ustanoviteljica pomurskih lekarn. Res je, da je sedanji in pravzaprav dolgoletni direktor gospod Zajc že nekajkrat dobil zaupanje najvišjega organa zavoda, to je svet zavoda. Kako bodo zdaj te zadeve šle naprej? Prvič, še enkrat obžalujem, da je do tega prišlo, da se enostavno ljudje ne znajo vsesti in se dogovoriti. Mislim pa, da če bo zdaj tu prišlo do ustanovitve nekega paralelnega zavoda, ki je paralelnih lekarn, da to ne bo nič dobrega za našo pokrajino Pomurje. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o trčenju 2 stark s kolesi. Po nesreči je ena celo pobegnila s kraja dogodka. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo spremenljivo oblačno, tu in tam bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan z občasnimi padavinami. Opoldne ste v Radencih namerili 25 stopinj, v Murski Soboti in Krajinskem parku Goričko 26, v Lendavi pa 28 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, tu in tam bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 16, čez dan pa bodo termometri pokazali 27 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko hladneje bo na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 15 in 17, dnevne pa med 28 in 33 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več zanimivih vsebin najdete na naši spletni strani. Ponovno se vidimo spet jutri. Nasvidenje.